Kot zdaj vedo že vsi trgi in ulice v naši polnoletni državi, da o cerkvah in zunajparlamentarnih strankah niti ne govorimo, je v državnozborski proceduri predlog novega družinskega zakonika. Vsi bolj ali manj vemo, kaj prinaša in kakšen urnebes je sprožil, pa ne bi o tem, da večina najverjetneje ve predvsem to, da bo po sprejemu zakonika konec civilizacije, ker bodo homoseksualci, ta suha veja na zelenem drevesu naroda, množično trgali otroke iz edine možne naravne družinske celice, sestavljene iz očeta in matere in otroka, najraje sina, z dovoljenimi dodatki kot so pes, ne bulmastif, avto, raje 2 in tašča, še ena je preveč. No, da ne bom krivičen, verjetno mnogi vedo tudi, da bo k civilizacijskemu kolapsu pripomoglo tudi priporočilo staršem, naj namesto klofute kot vzgojne metode uporabijo besedo za uveljavljanje starševske avtoritete. Tu pa se najverjetneje naše znanje o zakoniku izčrpa. No, morda nam znese iztisniti še tisto, da bodo nekatere pristojnosti iz centrov za socialno delo prenešene na sodišča. In medtem, ko so nasprotniki take protičloveške, protislovenske zakonodaje, ki zanika temeljne postulate narave, tradicije in krščanstva, enkrat že napolnili trg in kos ulice, in najverjetneje bodo vajo še nekajkrat ponovili, smo zdaj glave dvignili tudi tisti, ki vemo, da je nova družinska zakonodaja nov korak k pluralizaciji in demokratizaciji Slovenije. In vsi dobro vemo, kako se demokratizaciji krčevito upirajo utrjeni režimi. A nas zgodovina uči, da se boja za človekove pravice, posebej če gre za pravice naših otrok, dolgoročno ne da izgubiti. A pustimo to. Mene bolj kot ves kulturni boj fascinirajo paradoksi, ki vznikajo v tej zgodbi. Ste opazili, na primer, da do družinskega zakonika Slovenija sploh ni poznala glasnih, aktivnih, prodornih in udarnih državljanskih pobud za družino? Ali bolje, tudi če so bile take civilne iniciative povsem tihe in inertne. Torej, smo prav geji, lezbike, biseksualne in transspolne osebe vrnile družino kot vrednoto, za katero je treba aktivno delati, na agendo naše pozornosti. S 3 bistvenimi razlikami. Prvič, da družine ne razumemo v ednini, ampak kot pluralno tvorbo, ki je tako trdoživa, da je do zdaj preživela vse družbene spremembe in to tako, da se je po nekem družbenem preživetvenem mehanizmu prilagajala, reorganizirala, prekonstituirala. In tako imamo danes vsaj tradicionalne, nuklearne, razširjene, enostarševske, posvojitvene, rejniške, reorganizirane in istospolne družine. In vse družine, tudi enostarševske, posvojiteljske in istospolne, so enako lepe, enako zaželene. In vse družine mora država ustrezno varovati. Drugič, tudi če nekdo ne more ali po svoji intimni življenjski odločitvi noče ustvariti družine, je to njena svoboda in nihče je ali ga nima pravice stigmatizirati. In tretjič, družine krepimo z afirmativnim pristopom z pozicije ljubezni, ne pa strahu, ogroženosti in sovraštva do drugih in drugačnih. Še en paradoks. Ste opazili, da so zdaj vsi ljudje na ulicah in trgih strokovnjakinje in strokovnjaki za razvojno psihologijo in psihoanalizo? Vsi vedo, da sta za zdrav razvoj otroka potrebna moški in ženska in da tega v istospolnih družinah ne bo. Vsi vedo, da bodo v istospolnih družinah otroke predvsem spolno zlorabljali. Vsi vedo, da bodo istospolne družine tovarne novih gejev in lezbik. Vsi vedo, da bodo taki otroci trpeli zaradi homofobne okolice. Vsi vedo, da bodo taki otroci trpeli, ker ne bodo poznali svojih bioloških korenin. No, jaz nisem strokovnjak, sem pa funkcionalno pismen in v strokovnih člankih piše, da so našteti strahovi predvsem in samo strahovi. Ne verjamete meni, ker sem moralno sporen, ker sem vpleten, morda boste verjeli znanstvenicam in znanstvenikom, raziskavam, empirično preverljivim podatkom, znanosti. www.zavsedruzine.si. Ne verjamete znanosti?
ja, potem je res bolje, da je te civilizacije konec.